Internetne strani Bitcoin hvalijo kot plačilno sredstvo prihodnosti, ker je to digitalna valuta, je ne nadzorujejo vlade ali centralne banke. Uporabniku pa omogoča, da z Bitcoini hitro in učinkovito opravi transakcijo. Mednarodna bančna nakazila so lahko precej draga, pa precej počasna. Z Bitcoinom so zelo poceni, zaradi tega, ker praktično ni nobene provizije za transakcije, in drugič zelo hitra. V bistvu v 10 minutah je transakcija končana. 20-letni Tibor je svoje prve Bitcoine kupil pred dobrim letom. Od takrat z njimi nabavlja različne stvari. Vse, kar potrebuje, je z Bitcoini napolnjena digitalna denarnica. Oni mi pokažejo takšno kodo na ekranu, jaz vzamem svoj telefon, poskeniram tole kodo, napišem, koliko hočem plačati, točno koliko sem jo nastavili na računu, pritisnem plačaj in čez nekaj sekund se njim pojavi na ekranu in to je to. Ponudnikov, ki za svoje storitve sprejemajo Bitcoine, je vse več. Tudi pri nas smo enega našli. Ljubljansko pizzerijo Osmica. Tam gosti lahko plačujejo z digitalno valuto, gostilna pa zaradi nizkih stroškov transakcij tudi nekaj prihrani. Približno 700 evrov. 700 evrov na leto, samo zato, ker Bitcoine sprejemate? Ja, namesto naprimer bančne kartice. Gosti Bitcoina še ne uporabljajo, raje plačujejo s preverjeno valuto. Smo stare mame, ni. To je za mlade. Mi imamo bolne. Ja, to kar v redu deluje zaenkrat. Ker Bitcoin izredno niha, saj njegova vrednost lahko hitro zraste, naslednji dan pa strmo pade, finančni strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti. Bitcoina nihče ne regulira. Mislim, vsak je svoje glave mesar, nekateri pravijo. Zakaj pa ne, ampak to povsem neregulirano, da se lahko zgodi karkoli za ceno. Kljub temu so si mnogi z Bitcoini ustvarili pravo bogastvo, zlasti tisti, ki so v tem poslu že od začetka. Bitcoin je namreč na začetku, po leti 2010, stal le nekaj centov, danes pa ga lastniki lahko prodajo za kar dobrih 640 evrov.